Draga DDB-jevska publika, ponovno vas pozdravljam izvan znanega in ljubljenega dijaka. V današnjih novicah bomo govorili o športu, predelali bomo tudi eko-minutko ter se posvetili vremenu. Najprej pa predlagam, da se lotimo najbolj aktualne teme. Torej, Lovro, kaj se sploh dogaja v dijaku? Decembra se je v dijaškem domu odvilo več dogodkov v sklopu Božička vsem. Začelo se je s otvoritvenim koncertom, ki smo ga prenašali tudi v živo prek YouTubea. Lahko si ga pogledate na našem YouTube kanalu. Pa si poglejmo par utrinkov iz koncerta. Lepo pozdravljeni, dragi gosti, na večeru Vlaže. To je prva prireditev in otvoritev tradicionalnega humanitarnega projekta Božička vsem. A kaj pa je to? Vsak dobi kar enega Božička za domov? Ne. Božička vsem je projekt, ki je na pobudo dijakinje nastal leta 2005. I'm gonna fight on the Salvation Army crew. Have you heard the news today? I'm leaving town. I'm cashing out. This time's too small for me to say. The time is now, and I'm heading out. Baby, I still need you, but if you stay, I'll leave you. 'Cause I gotta get away. Deep feeling in your heart, 'cause love comes slow and it goes so fast. Now you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. V decembru ste se lahko udeležili koncerta reperskega duota ter božičkovega plesa. Zdaj pa preidimo še na najbolj pestro in zanimivo aktivnost. To je skriti božiček. Poglejmo si kratek video Božička, ko obdaruje dijake. Prosim, če nam na kratko predstavite, kaj delate na delavnici? Trenutno imamo ustvarjalno delavnico, na kateri izdelujemo izdelke za ta naš decembrski bazar v sklopu teh dogodkov Božička vsem. Izdelujemo več izdelkov, ki jih bomo ponudili v nedeljo 4. decembra, ko starši pridejo na roditeljski sestanek. In seveda lahko, če želijo, prispevajo, si izberejo kaj luštnega. Ste videli tam, kaj smo vse pripravili, nisem ni še narejeno, ampak se trudimo. Več dijakov iz različnih skupin je že prejšnja 2 torka izdelovalo in zdaj se stopnjuje zadeva, ker moramo še okraske za avlo in za oder narediti. Veliko dela imamo. Kaj pa najraje ustvarjate? Tukaj trenutno imamo ustvarjalno delavnico, ki izdelujemo uporabne in lepe predmete, ampak meni je tudi osebno zelo ljubo risanje, slikanje in te likovne tehnike različne. Ja. Za ustvarjalno delavnico je tudi vzgojiteljica Mojca zelo lepo pripravlja stvari in dobro sodelujeva. Mojca Ropoša.
Ali ste zadovoljni z udeležbo? Pa mislim, da sem, ker tudi če bi bilo več, ne bi imeli prostora za vse. Ste videli, kako je zelo natesno, tako da smo kar zadovoljni. Vemo, da dijaki imajo veliko obveznosti zdaj za učiti se, treningov in tako naprej. Težko je zdaj dobiti veliko število, ampak tudi ne more veliko število dijakov biti noter v tej likovni sobi. Najlepša hvala. Naslednje število je Hvala, Lovo. Ves pa naj bo sam, da mi niste nič kupili za skritega božička. Zdaj pa, Žana, kako pa se dijaki v zimskem času sproščajo in krepijo svoj imunski sistem? Dijaki se ukvarjajo z odbojko, košarko in z nogometom. Pa si poglejmo nekaj utrinkov iz nogometne tekme. Resnično čestitamo našim fantom za zmago na meddomskem tekmovanju. Hvala tudi vsem navijačem, ki so pripomogli k zmagi s tem, da so spodbujali nogometaše. Anže, a si ti bil med temi navijači? Preveč testov. V glavnem, besedo predajam vzgojiteljici Tini, ki nam bo predstavila ekominutko. Prvo je predstavitev centra ponovne uporabe, ki se v Ljubljani nahaja na Povšetovi ulici. In pa center ponovne uporabe je prostor, kamor ljudje lahko prinesemo izdelke, ki jih pač več ne rabimo, so dobro ohranjeni. Gre pa za pohištvo, računalniško opremo, knjige, opremo za dom, prosti čas, kolesa, športna oprema, oblačila in pa igrače. Oni bojo v bistvu potem to posodobili in predali naprej za neko simbolično ceno. Namen centra ponovne uporabe je, da se zmanjšajo odpadki, da se v bistvu uporabi izdelke, ki nam ne služijo, so pa še vedno uporabni za nekoga drugega, če jih nekako predelamo. Super. Trgovina Rifuza se nahaja v Šiški. Trgovina Rifuza pomeni, da lahko v njej nakupujemo vsakdanje stvari, kot so živila, čistila, kozmetika in pa potrebščine za gospodinjstvo, brez dodatne embalaže. Se pravi, mi pridemo v trgovino s svojo embalažo, s svojimi steklenicami, s svojimi papirnatimi vrečkami, s svojimi plastičnimi posodicami in si tam v bistvu naberemo stvari, ki jih potrebujemo za svoje gospodinjstvo. Namen take trgovine pa je, da se zmanjša uporaba plastičnih materialov, da dodatno ne onesnažujemo okolja in tako. Hvala vam. Ampak koliko je res mrzlo? Maruša, a bo jutri spet deževalo? Letos bo božič v oblakih, tako kot tudi cel praznični teden. Ko se bomo 3. januarja vrnili v šolske klopi, se nam bo nasmejalo tudi sonce. Žal pa kaže, da se bo cel januar sonce skrivalo za oblaki. Jaz bom res zmrznil. Hvala vam, da ste bili vse do konca z nami v današnji epizodi. Že komaj čakam na novo. Se vidimo. Kak joke? Veš, kaj moraš narediti, da je baba celo noč dela?
Ko? Solotej. No. Okay. Bom. Dajmo go. Ja, bi šla. Aj si popravil. O moj bog, Začeli snemati. Jaz sem pa ješ. koliko sem jaz happy zdale. 12. Čakaj. Okay. Kdo je zmagal v tombolo? Punca. Se Im- piše imena čestitke. nima. Zmagovalki. Ja. Piše zmagovalcu.